Projekt Rastoča knjiga temelji na ideji kot pomniku knjige, simbolu slovenstva, na katerem utemeljujemo tudi povezovanje z drugimi narodi. Na današnji slovesnosti so se s priznanji med drugim zahvalili Mihajlu Glavanu, Jožetu Zupanu in Andreji Tomažin. Meni je šlo predvsem za ta vidik, da ljudje dojamejo, da je knjiga ni objekt z dveh platnic, ampak v bistvu knjige v njeni vsebini. Se pravi, vsebina pa izraža vse to, kar ljudje ustvarijo, naredijo, dosežejo. V okviru projekta so se doslej že odvili številne razstave in koncerti, ki so spomnili na bogato zgodovino slovenskega kulturnega izročila. Tako smo leta 2001 začeli s koncerti z naslovom Sreča biser življenja po slovenskih manjših krajih. Prvi kraj je bil Šentjanž na Dolenjskem in potem 11 koncertov, 12 v kraju Radeče. Temeljni mejnik je prav gotovo razstava v Trebnjem, ki je nastala leta 2003 in je to prva stalna razstava v Sloveniji. Projekt pa ne bi ugledal luči sveta brez idejnega očeta projekta Novomeščana Janeza Gabrijelčiča, ki je tudi eden od prejemnikov današnjega priznanja. Ob tej priložnosti se je zahvalil številnim, ki so vpeti v projekt, tudi naši medijski hiši, ki ga spremlja od vsega začetka. Za izjemno pomoč pri tem projektu in mislim, da ste nas od vsega začetka spremljali in mislim, da je lahko res ta projekt tudi ponos vašemu kanalu, ker noben drug nas ni tako spremljal. Državni svet skupaj s partnerji skrbi za razvoj projekta Rastoča knjiga v ljubljanskem parku Navje, kjer stoji kip deklice z rastočo knjigo, ki ga vsako leto oplemeniti nov vers. Projekt pa je medtem dobil mednarodni značaj s tako imenovanimi združenimi rastočimi knjigami sveta. Zdaj imamo 11 knjig iz 11 držav in seveda, če so to združene rastoče knjige sveta, bi si želeli, da zaujamemo čim več držav. To je en dolgoročen proces.